Itak delamo vsi zastonj, noben nič nima za plačilo in če ti nekdo pohvali delavce, to je tudi nekaj, ne? Ni vse v denarju, je tudi tisto, da ti nekaj za dušo da in tudi ostali fantje, ki pridemo tamle iz Ljubljane, so na to veseli, ne? Če so punce ponosne na naše delo. Dobrodošli v novem Ljubno podcastu. Danes se javljam kar iz prizorišča tekmovanj. Z mano pa je Dušan Kavčnik, zvesti navijač smučarskih skokov in pa tudi, ko bi temu rekla, vsako leto prideš in pomagaš pripraviti skakalnico. Živijo, Dušan? Ja, Špela, živijo. A te lahko kar Dule kliče? Ja, itak, tako kot sva navajena. Kdo je Dušan Kavčnik? Ja, Dušan Kavčnik je človek, ki zna vse, pomaga rad, skokem, predvsem rad imam skoke, od vseh športov. Sicer bi imel tudi kakšnega rad, ki bi bil bolj polet, da ne bilo tako mrez, ne. Drugač pa jaz imam svoje podjetje, v prostem času mi je predvsem gasilarija, velik hobi, sem kar aktivno vklopljen. Drugač pa na zimske takole čase pa s tvojim očitom rad pridem kle gor pa pomagam ljudem kle v Ljubnem, ker so prijazni in rabijo pomoč, ker to je kar velika zadeva za pripraviti. Kdaj si bil prvič na Ljubnem? Prvič sem bil na Ljubnem, ko je bil še celinski pokal. Mislim, da še ni bilo svetovnega pokala, to je bilo vse drugače izgledalo, bili smo kot navijači, takrat še nismo tle gor delali. Jaz se takrat najbolj spomnim, da smo prišli z 2 avtobusi, kle ni bilo navijačev nobenih, skoraj tebe smo prišli podpirati. Vem, da smo neke dimne bakle metali, bila tekma prekinjena in od tistega leta naprej so bili varnostniki pa ograja okoli steka. A se ti zdi, da se je spremenil v pozitivno smer ali v negativno smer? Mislim, da se je spremenil v pozitivno, glede same organizacije, to čisto nekaj drugega, je dobro zrihtan, tudi gledalcev več prihaja. Tako da se mi zdi, da to je v redu zadeva. Zdaj, če bo to šlo tako naprej, pa kot se govori, še v neko večjo skakalnico, po moje bo to še več pritegnilo. Saj Slovenci imamo radi ženske skoke, ne? A se ti zdi, da je za navijače dobro poskrbljeno? Ok, ti si zdaj bolj tukaj prav na sami skakalnici, ampak vseeno se ti zdi, da je za navijače dobro poskrbljeno? Ja, jaz bi rekel, da je dol iztek, pa te šotori te dobro zrihtan. Zdaj pač mi smo čez cel dan bolj kle gor, ne. Pač, če je lepo vreme, se lahko dol gremo malo podružiti. Edino mogoče, kar meni osebno, pa tudi slišim, manjka, da bi tle zvečer se še kaj dogajalo, po sami tekmi popoldne, kakšen ansambel, da se lahko zavleče malo v noč, ker potem se to razkropi po gostilnah in je vse bolj tako, ne. Zdaj, ne vem, ali to oni ne zmorejo, ali kakšna druga zakonska omejitev, to pač pa jaz ne vem, no. Kdaj si bil pa prvič na ženski tekmi? Ne na Ljubnem, ampak nasploh. Ali je bilo to ljubno? Mislim, da sem bil prvič na ženski tekmi, ko si ti skakala na mladinskem svetovnem prvenstvu v Erzurumu. Ja. Mislim, da je bilo to pred Ljubnem še. Tam sem bil prvič, tam dol sem tudi pomagal pri pripravi skakalnice, takrat nas je trener Vasja Bajc pa Jure Radl sta nas Slovence dol pelala, ker sami domačini niso znali še pripravljati tok in takrat smo mi bolj iztek delali, se pravi do skočišče, gor so bili iz Trbovlja fantje, so oni pripravljali na let. In takrat sem se prvič srečal tako s tem skoki. Pa še ena posebnost mi je takrat padla, še zdaj v spominu, spomnim se že takrat od moških Laniška. Ja? Že takrat je bil ful dober in si je toliko srcu gnal, ko mu ni ratal. In že takrat je njegov trener rekel, z tega fanta nekaj boste videli. No. Pa tebe smo spremljali, a ste bile druge ekipno mogoče? Ali pa tretje, ne vem. Ali pa tretje, točno, nekaj tazga, ja. Tako, no, tam. Ampak mislim, da je bila ena tekma še prej, ko si bil na svetovnem prvenstvu, na prvem ženskem svetovnem prvenstvu. Seveda, to so bila pa s tvojim očetom v Libercu. To je bila pa sploh posebna izkušnja. To smo bili pa, mislim, da sem bil edini navijač za zastavo tam na tistem, bilo je mrez, res neverjeten mrez. Bila sva 3 dni. Seveda, tako kot ponavadi se Slovenci znamo prešvercati noter, ne, se veš, ne. Karte potujejo sem pa kaj, ne. Ampak zadnji dan pa žal ni več šlo, ne. Tako da sem bil na tribuni zastavo, še mislim, da je Stareme neki pozdravil, pogledajte, tudi slovenski navijači. Takrat vem, da si bolj ti gor na vrh še doskočila. Bil pa zelo slabo vreme, no. V Libercu, ja, točno, ja.
Torej si ob kar velikih mejnikih za ženske skoke prisoten. Ja, bil sem res na velikih tekmah. En let se spomnim, pa bili smo v Zakopanih, je tudi bil še celinski pokal, se mi zdi, ni bil še svetovni. Tisti let smo, mislim, da Zakopane, Predaco, Avstrija nekam, da se kraja ne spomnim, mislim, da smo naredili ful kilometrov tisti let. Najprej smo bili tako fante, pa smo pa kar že začeli še žene zraven, družba in tako da smo kar na dostih tekmah bili, ja. No, bil si kar na velikih prizoriščih, v primerjavi z Ljubnim, kako bi komentiral? Ja, tle je bolj duša tekma, tle je, se pravi, obiskanost je velika, bolj je vzdušje res dobro, navijajo ful dobro. Drugot je tako bolj, ni toliko teh gledalcev, ne, sploh mogoče Zakopani, ajde, se je še nekaj dal. Drugot, mislim, Turčija takrat je bila itak še tako bolj v povojih, tako da to je sigurno daleč najboljša obiskana tekma, kar se tiče vseh stvarih in organizacije in poskrbljen za nas, mislim, da tudi za skakalke, kakor sem slišal, tako da to je res najboljša tekma, no. Ženske tekme spremljaš že kar od začetka ali pa od samih začetkov. A ti je bilo na začetku to čuden, glede na to, da so smučarski skoki bili predvsem moški šport? A ti je bilo čudno, da pa zdaj se pa kar ženske s tem ukvarjajo? Ma to mogoče iz samega stališča tekmovalnosti, da so ženske, ne. Mene bi bolj te krajše daljave, manjše, ne. Vsi smo bili navajeni malo, da se malo dlje skače, tle je bilo posebej bolj miniaturno manjše in mogoče z tega vidika najprej je bilo bolj tako, ne. Ampak na koncu pa vidiš, trenirati mora lih tako, brzine postajajo isto velike in ja, zdaj mi je pa že to v redu, no. A si kdaj mislil, da bo punca poletela preko 200 metrov? Ne, to si nisem mislil, da bo. Upal sem pa, da boš ti tudi kdaj šla čez 200. No, ampak ko si spremljal polete, verjetno jih tudi letos boš v Planici. Kako se ti je zdela? Se je zdelo tako kot takrat, ko so bili začetki ženskih skokov, ali vseeno je bil ta napredek na letalnici viden? Ja, tako je pri ženskah, vidiš, da jih je bolj manjše število tistih, kar res dobro lahko, se mi zdi pa varno skoče. Nekih je precej, ki je bolj gor na samem hrbtišču in zato je mogoče z tega vidika še ni lih to še napredek. No, fantov, bi rekel, če pogledaš iz zgodovine, ne vem, prvih 30 je bilo enkrat vsi čez 200, ne. Pri puncah to še ne bo, ne. Tako da nekatere mogoče res še niso pripravljene, zdaj, da jih pa samo 15 do 20 skoči, je pa malo, je pa hiter tekme fertik, ne. Ampak po moje, da to z leti se bo čedalje bolj izpopolnjevale, punce bo jih večjo, po moje, tudi malo je straha še prisotnega, ampak da bo ratal tudi na tem področju boljše. Pa si boš ogledal polete v Planici? A za ženske? Oboje. Ja, no, lej, se pravim, v Planici sem bil res že doskrat, tako da kakšen let sem zdaj spustil. Po moje, da bomo šli kakšen petek ali pa četrtek na trening, tudi v Planico gledati, ne. Mene je bila Planica včasih, bom rekel, iz stališča vzdušja boljša, ni bilo teh ograj, teh kontrol, bolj je bilo tako kakle, bom rekel, ljubnem, bolj tak pristno, zdaj pa to ratalo toliko vse šablonsko, da me kdaj niti ne pritegne več toliko. Ampak po moje, da bomo pa šli en dan pogledati, sigurno. Kako pa si šteješ, tukaj delate kar nekaj dni, več je priprav, preden sploh same skakalke pridajo, ampak koliko si ponosen potem, ko naše tekmovalke rezultirajo na tej tekmi? Ja, sigurno, da nam je v ponos, se pravi, da smo dobro pripravili tole, sploh če pohvalijo, da je dobra brzina, dobra špura, da smo fante dobro naredili. To je tisto nekaj, itak delamo vsi zastonj, ne, noben nič nima za plačilo in če ti nekdo pohvali delavce, to je tudi nekaj, ne, ni vse v denarju, je tudi tisto, da ti nekaj za dušo da in tudi ostali fantje, ki pridemo tamle iz Ljubljane, so na to veseli, ne, če so punce ponosne na naše delo. Koliko ti je pa težko, ko te oči pokliče vsak let, a si rečeš, že spet, a še ni izgubil telefonske, ali greš z veseljem vseeno? Ja, grem z veseljem. Sej jaz vem, da mu pač on je še bolj s srcem, ti ga bolj poznaš, ni tako je tvoj oče in mi težko mu rečemo, ne. Ker se on tudi nam mogoče skozi druge stvari iz njegovega posla to malo povrne
In ja, vemo, ko pride jesen, sej kdaj je res, pa si misliš mrez, pa bo dež, pa bomo klele gor na mrzlem, ampak na koncu je to da vse potrpeti, tiste 3 dni naredimo svoje, on je tudi zadovoljen z nami. Je pa res, ne, da moramo biti resni, nekateri kdaj to vzamejo malo preveč, gremo malo žurirati, ne, pol je treba pa delati, je pa vse narobe, pa preveč spoznajo kakšno domačo kapljico tolkac, ne, in pol imamo mi pa kle probleme lahko, ne, ker nas je premalo. A si se v tem času naučil kakšno novo stvar, ki je mogoče prej o smučarskih skokih pa nisi vedel? Še novo stvar. To niti ne vem, no. Dobro, tlele pač, da moraš biti tisti cajt tukaj, no. Mogoče to, da ni lih, ne smeš tam dol med navijače, se ga iti malo žurirati, navijati, ti si delavec, moraš biti kle, vem, ko si še ti skakala, koliko smo kle skakali, noreli, da ti je ratal, ne. Ampak vseeno moramo biti tukaj, mi smo delavci in ne smemo biti pristranski za nobenega, mogoče z tega vidika neka strogost, ne strogost, ko bi rekel, da smo pač pri stvari tukaj gor, no. Kaj pa je tista najtežja stvar, ki jo morate upravljati med samim tekmovanjem? Najtežja stvar je, če je treba pihati, da sneg pada, predvsem če je moker in dež, ne. Problem je klele gor, pa tekma takrat ponavad še počas poteka in si ves premočen in to je 2-3 ure klele in se pravi, skakalnica je še na senčni strani in to te pa res zebe. Povem, če prideš daj, mislim, da je bilo lansko leto, smo pa še dol v sobe, nobenemu se ni dal nikamor jeti. Samo slekli smo se vlegali, šli in 3 ure ležati. Ker še misli, sej tole tam le malo pihaš. Ja, ni lih tako. Pa moraš spremljati, ne smeš kar unga zastavca gor, dol, lahko narediš veliko smolo s tistim pihavnikom, se punca noč zaleti in je kar odgovoren del, ni tako enostavno. A se je že kdaj zgodil, da je kdo kiro po čeladi? Ne, to ne, se pa spomnim, ko je bila tekma iz Ljubnega prestavljena v Planico, in sneg je ful padel, jaz sem takrat zastavca, da sem dal fantom komando in eden od naših starejših, zdaj imenih ne smem govoriti, je okoli sebe gledal, jaz sem zamahnil zastavca ven, oni so šli one pa kar pihu še zmeram in sreči in je takrat ta, ne vem, kjer je bila ta glavna, je v bistvu prekinila in smo za tisti dan nehali s treningom, ker to je lahko življenjsko nevarno, ne. Kako pa to poteka, da vsi naenkrat, na kakšen znak? Da si znajo vsi predstavljati. Da si znajo predstavljati. Recimo, zdaj klele v Ljubnem je malo bolj teža zadeva, ker ni semafor in mora biti eden, da gleda, ko se prižge rdeča lučka, da tekmovalka ne gre v špuro, da on znak nam se zastavca gremo mi s tem puhavniki noter in pihamo. Ko se prižge zelena lučka, da on zastavco gor in mi moramo vsi s puhavniki vanjet. Se pravi, gledamo skozi onga, ki ima zastavo, ne okoli sebe in samo roka levo, desno poteka. Kako pa poteka sama priprava smučine? Danes vidimo, da že pridno delate. Ja, danes smo začeli, so pač en teden, 14 dni prej smo začeli tole delati. Če se vidi mogoče na kameri, tam imamo eno posodo, noter dajemo sneg, ga zmešamo z vodo, taka čofta se naredi, pravijo, in potem to mečemo v samo smučino, fantje pa z nekimi gladilkami to zaribajo do vrha smučine, to moramo delati 2-3 urce, se bo tole počel, potem se bo pa pokrila ta zadeva in spod so pa zamrzovalniki, da se to bo zamrzelo, da se naredi led. Potem se bo, mislim, da čez 2-3 dni se pa odkrije in se gre s to frezo, če kdaj vidite na televiziji, pa naredi te kanale noter. Ampak ni cel čas ta špura. Prej je bila neka druga smučina, navadna smučina, snežena smučina. Ja, to so bili pa začetki, to je bila pa res kalvarija. To je bila pa navadna snežena smučina. In to smo mogli ves sneg zametati, da če se vidi skakalnica, kakor je široka, še zraven tiste sivine, pol metra levo, desno, vse 30 centimetrov snega, si morate zamisliti. To smo vlekli, vitel s karjolam gor, noter fila, res, to je bilo pa 3krat smo pa še takole gor, en dan je bilo to preveč. Potem so to pa poštamfali, pa se pa isto urezali, ampak ni bila ledena. Tiste je bilo dosti bolj dela. Je bilo veliko več dela, ampak bolj naravno. Ja, naravno je bilo, zdaj ne vem, kaj je za skakalke je bilo boljš, to boš ti vedel, je bila ona, je bila ta, pa paziti moraš predvsem da je lep sneg, da ni kakšen listje vmes,
da ni rjav. Seveda, tle se kdaj nam sneh pripeljali, se spomnim, s traktorjem gor, ki je prej še silažen vozil, pa je bilo vse rjav, pa smo se mogli še tega ven metati, tako da zato smo danes tudi prišli s svojim avtom, smo ga malo prešibali, da imamo tudi s vodo zraven. To bo zdaj smučina z ljubljansko vodo, mogoče bo kaj boljša špura, bomo videli. Upam, da nam domačini ne zamerijo za to, no. Vse smo se zmenili. Kako pa sodelujete z domačini? Moram reči, da je zelo dobro. Od začetka je bilo malo tistega, nič kaj hudega, žabari, gor, dol, ne. Ampak moram reči, da smo se zelo povezali. Moram reči, da od začetka smo tam naprej enemu gospodu spali, ko smo kle čez vikende. Mislim, da moj Oskar ime, zahvaljujem za vse lepe dneve, ki smo jih tam preživeli. Res so nas gostili. Zdaj imamo pač druge nastanitve, drugače pa nobeni. Tu so ljudje res prijazni, nobenih problemov z njimi enkratno sodelovati. No. Res. Moram reči, da je dosti bolj luštno z njimi kot po Ljubljani. A se ti zdi, da v bistvu cela vas sodeluje pri tem dogodku? Ja, jaz mislim, da no, tudi zvečer, če greš takole ven, te vsi kaj pozdravijo, se kot ostaviš njih problemov. Mislim, da kar no. Sicer to je zdaj bolj že na profesionalni ravni ratal, tako da mislim, da jih vsakega več nas pustijo zraven, ker določena znanja pa neko ne vem, kako bi temu rekel, neustrajnost moraš imeti, tako da je malo bolj profesionalno že, no. A si kdaj mislil, da bo prerasel v tako veliko stvar, kot je zdaj? Ne, nikoli. Jaz mislim, da bo to nastalo mogoče malo več kot celinski pokal, da bo ljudem malo več kot del sam. Seveda, punce ste dobro začeli skakati, folk se je zanimal za to in ja, pa moš pa tudi dol v nadgradno delati samega prizorišča, ne, kot samo tekmo, ne. A se vam je kdaj kaj tacga zalomil, da vas je skrbel, kako boste zdaj to rešili? Tlele na sami skakalnici niti ne spomnim. Dobro, od začetka to je bilo vedno problem. Elektrika, viteljne dela, zajla se je strgala, to smo imeli probleme. Zdaj pa ti prideš kle gor delati, ne, niti ne veš, na koga bi se obrnil, ne. Ponovadi je bila to nedela, oni si ob nedeljskih kosilih, mi pa daj pripeljem to. Kaj hujšega tazga se pa ne spomnim. Menda je pred leti, ko mislim, da mi še nismo pomagali, eden gospod padel, se je kar onak polomil, klemo spodrsel, tako da je mu kar roko, mislim, da jih tale gospod Oskar, ne bom trdil, roko, nogo, tako da je kar navarno. Moš pa tudi rezah in zelo paziti, kaj se ti naredi, ne. Kaj pa kakšna smešna anekdota? Ali jih je veliko? No, smešna anekdota. Ja, se spomnim, 3 leta ali pa 4 leta nazaj. Jaz sem prišel za fanti za njimi gor in pač imam oranžen avto, vsi mislili, da je cestni in tam si, ko jaz peš gor ne bom šel, bila je pa že ledena špura, ne, takrat naštimana. In on meni varnostni kamp, pa sem rekel, za rogla pelem sol, ne, za špuro. Ja, pa kar naprej. Seveda, kle so soline uporabljali, to je bilo tako, slej gor so se vsi režali, niso mogli verjeti, da sem lahko s kombijem gor prišel. Ja, pa klepa pol takole ob potekmah, ko se malo poveselimo s trenerji, salamca, pa to, tako je, take, lepa zadeva, no. Se trenerji podružijo z vami potem? Ja, moram reči, da klele vsi pravi, da zelo rad pridejo. Kle je vedno malo tako vzdušje, kle domačin prinese, malo z nožem porežemo. Tako da, ja, zelo nas spoštuje in pravi, da to je da z veseljem sem pride, da to je najlepša tekma za njih. Kje pa bi bila tista tekma, kjer si jo pa ti res želiš iti gledati? Ki mogoče še nisi bil, pa bi šel? Bi šel gledati. Bil sem tudi v Harahovu takrat, no, mislim, da, ampak to je bila moška tekma, tam sem že bil. Bi šel pa gledati. Šel bi, zato ker mi je tudi način življenja, bi rad spoznal na Japonsko. Sicer to je predaleč, najbolj, da nam šunkam. Razen, če si bomo kdaj izlet naredili, da bomo za dopust Japonska, bi pa šel gledati, ja. Tanja, zapomni si. Ja, za 60. rojstni dan. Kaj pa nasploh, katere športe še rad spremljaš poleg smučarskih skokov? Ja, rad gledam nogomet. To je tako, ne, ponovadi popoldne, ko moram iti v drugo sobo, da ona žena ne mara gledati. Rad imam borilne veščine, kakšen boks, to mi je zanimiv. Atletko rad gledam, no. Sicer jaz nisem atlet, ampak atletka mi je všeč, tam res vidim tist moč pa tist, ki gre. Te dva športa, recimo. A pa si kdaj kot otrok probil se v smučarskih skokih? Ja, seveda smo probali, imamo tam na našem koncu je bila sreča na Plenav smo skakali, pa na jezeru, pa na Trajnih goricah.
Sam jaz sem že takoj videl, da lik za skoke ne bom, kak kamen ponovadi naletirati, ne. Pol sem si še vmes nogo zlomil, pa ne na skokih, na smučanju. Tako da pol sem to opustil. Je pa takrat par fantov, medtem tudi tvoj oče, ne, so začeli v Iliriji trenirati, ne. Tako da pač jaz dokaj nisem prišel, enostavno telo ni bilo za to. No, ampak takrat so bili drugačni časi, veliko časa ste preživeli od zunija, ne? A se ti zdi pomembno, da se otrok ukvarja s športom? Ja, seveda. Zdaj, ko to gledam, sam te računalniki, mislim, se spomnim, res je bilo tudi več snega. Iz šole dam torbe, ruzake, mislim, smuči vzel, peš naplenava, noben te ni pelil. Vse preštamfa, 3x, 4x, na koncu bil zmatran, si so sam še dam, ne. Drug dan malo skakati. To je bilo res, pa so pa še tudi starši gledati. Bilo je res, ko smo bili zunaj. Zdaj je pa to bolj vse na tablicah, posod ga morajo pelati z avtom, kaj z avtom, ne vem, no, to je vse malo izrodilno. A pa se ti zdijo smučarski skoki lep šport za, ne vem, nekega otroka, ki se odloča, kaj bi počel v življenju? Ja, meni se zdi to zelo lepo je v naravi. Mogoče mene kot, bi rekel, kot starša, če bi imel otroka, vem, da bi ful veliko trpel glede te telesne teže. To se mi zdi, da mogli malo popraviti, ker to, ko vidiš, kaj še na televiziji, koliko trpijo, da je kar veliko odrekanja mora biti v tem športu. Na koncu pa še, ko gledaš vse te milimetre gor, dol, tam več, tam ukrivljen. Mogoče z tega vidika je to, ne vem, me malo odvrne, da bi malo to spremenili, da bi bilo malo lažje za otroke. Ampak dokler je to kot otroška igra, gre, ne. Seveda, ko pa preraste, se moraš pa odrekati. Normalno, da če si malo močnej, ne bo delečno, na to je dejstvo. No, tebe kot gledalca doma spremljaš na kavču tekmo. Veliko pravil se je zdajle v parih letih zamenjalo. Kako je zate? Kako lahko, a razumeš normalno te pravila, ali so premalo razložena, ali so prezakomplicirana? Ja, ne, pravila razumem, dobro, malo čudno, ne, če skoči ful daleč, pole pa mu zniža na led, pa veter dodatek in je na koncu, ne vem, 20 in zmaga pa z 20 metri. Tako, iz tega vidika je to malo čudno spremljati. Dobro, to, ko začnejo pa tiste milimetre razkoraka, vidiš, pride ven, si misliš, pa sej ni toliko razlike bilo na koncu, ampak kot ti meni že razlagala, povsod obstajajo neke meje in eni gre tudi čez mejo, vedo kam, ne. Zdaj mi kot gledalci to bolj burno spremljamo, kaj pa tisti milimeter, ne, sej to ni nič ne pomeni. Ampak na koncu je bil milimeter pa še unah 5, ki je že prej šel 6, ne, na koncu je pa to lahko narobe. Ja, pač mene to, kar spremljam, vem, za kva se gre. No, to pravilo glede vetra so spremenili že kar nekaj let nazaj, a pa se ti zdi, da je dejansko bolj fair, kot prej, kot ni bilo nobenih plus točk, minus točk, veter tak, veter tak? Ja, zdaj, če tako, kakor berem, pa neke raziskave, ne bi bilo bolj fair. Se pravi, za nas, ki gledamo, je to malo čudno, da je za nekatere sploh ne. Ampak mislim, da tekmovalci kot sami, pa mislim, da so to dobro sprejeli, da se mi zdi to bolj pošteno, ne. Ker čez tekmo se res vreme lahko obrne in enen, kukor je dober, se ne vidiš točno, ne vem, kak je, ne vem, že 30 tekem zmagal ali pa ne vem še več, da kar naenkrat danes pa ni mogel skočiti, da je bilo nekaj drugega, da je res veter to vpliva, ne. Čeprav, ko tam gleda zelo malo piha, da to vpliva, okej, ne. Zgleda, da vpliva. Kaj pa, ko spremljaš po televiziji, a se ti zdi, da so tekme bolj zanimive na manjših skakalnicah ali na večjih? Ja, zame so bolj na večjih, ne. Na manjših, dobro, premalo razlike v metrih in pol je res, jaz mislim, da sodnik veliko tam vpliva, ne. S tisto svojo oceno, zame je Telemark lep, sploh, če kdaj gledava skupaj s tvojim očetom, on prav, da ne vem pa, kako je on noge narazen, ampak jaz še zmeraj za Slovence navijam, žal. A si že spremljal kdaj v živo olimpijske igre? Ne, na olimpijske igre v živo pa ne, nisem. Svetovno prvenstvo pa sem. Bi si še želel iti kdaj na olimpijske igre? Seveda bi si želel. Smo se o tem že pogovarjali, da bi šli mogoče letos v Italijo, sam pol, ko smo se mi pogovarjali, bo že neki kart skoraj ni bilo več, pa za prespat. Seveda ne, bi se, ja. A misliš, da je tudi za gledalca nek poseben doživetje olimpijske igre? Kot so za tekmovalce? Po mojem, da za tekmovalce je dosti bolj, le tista na 4 leta posebna čar te medalje. Za nas mogoče, ajde, vzdušje, da če si to sam predstavljaš, da so to olimpijske, kaj je to čar, bi bilo drugače. Jaz ne vem, če bi šel gledat, ampak
da bi pa jih neki drug občutek imel, ne vem, mogoče, moram probati. Na Japonsko. No, letos, no, že zadnja leta Nika Prevc zelo dobro skače, nas navdušuje s svojo suverenostjo. Kako bi komentiral njene skoke oziroma tebi kot gledalcu, kako se ti zdi Nika? Ja, meni kot gledalcu bi rekel, da je fenomen. Ne. Ona res dobro skoči, res, mislim, da se kar naenkrat tako hitro pojavlja. Se polka bereš, da to je bilo že pripravljeno, da so videli, da je nekaj na njej. Na koncu rečeš, da res nekaj imajo vsi ti prejevci neki čudne kosti, da vse to lahko, da to kar frli po zraku. Ja, res je, enkrat na gled sem, jaz pogrešam ekipo. Jaz bi mu rad več punc naših med 10. Vse je prav, če ena, kaj pa, ko ona enkrat bo nehala ali pa se poškoduje, pa imaš pa ko v smučarskih, se pravi, v paralpincih, ne, 2 imata zlomljene, poškodovane, ni nič zagledati, ne. In z tega vidika je pa to malo žalostno mogoče, no. Sicer je še ta vodan zraven, pa une punce, ampak čisto v špici je pa žal ona samo, ampak je pa res dobro, to pa nimam kaj reči. No, imajo enkratno priložnost, da se pokažejo na domačem terenu? No, jaz mislim, da se bojo. Zdaj tlele bo punc veliko prišlo. Še mislim, da je ena tale z Borovnice, z našega konca, tudi ena punca, da bo skakala. Skakalnica in tle ustreza, malo manjša je, ne. In po moje, da tlele bo, upam, da pride tudi še eno, ko pogrešam letos. Ema, upam, da pride. Še bundo imam njeno, bom obleko, ne. Ja. A ti kaj veš, pa pride? Vsi upamo, da se vrne čim jaz prej upam, in da nas razveseljuje s svojimi dolgimi skoki. Kaj bi rekel navijačem? Vi ste že prej hodili z avtobusi, a ne, da niste vsak s svojim avtom. Kaj pa priporočaš vsem ostalim, ki se bojo letos odločili priti? Ja, najboljša varianta res se pride z avtobusi, organiziran, bliste pripele, karte imaš, lahko se tudi poveseliš na tak ali drugačen način, ni problema iz varnostnih razlogov za domov. Zdaj pač nekdo, ki bi pa račel s svojim avtom, da ni vezan avtobus, je pa vedno se ti šofer mora malo paziti, da ne bo kaj narobe, ne. Pa da pridejo pravo čas, pa da predvsem upoštevajo kle fante, ki usmerjajo promet, ne biti pameten, aroganten do njih, oni so kle zato, da naredijo zadevo tako, kot je treba. Misliš, da se jim splača priti? Ja, jaz mislim, da se bo, če bo vreme pa kulisa, datum je tudi dober, še malo novoletnega vzdušja, mislim, da bo enkratna. Jaz mislim, da Prevčeva tle bo zmagala, skoraj siguren sem, no. Mislim, da je na Japonki, glede na to, da spremno ne ustreza ta skakalnica. Tako da jaz upam, da lepo vabljeni vsi, no. Mi se bomo potrudili, kar je nas delavcev, tekmovalke tudi, tako da je samo na teh, se pravi, gledalcih, da pridejo. Hvala lepa, ker si danes vzel čas za tale pogovor. Upam, da ti je bilo prijetno. Ja, hvala lepa, ker si me povabila, sem bil presenečen. Zdaj moram pa delati, ker vidim, da tamle me že po stran gleda, da kle sedim s tabo. Hvala tudi tebi, Švela. Hvala tudi vsem vam, ki ste naju spremljali. Obenem vam želim vse lepo v novem letu in se vidimo po novem letu na Ljubnem.